Smo na srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad. Pri nas imamo 3 različne usmeritve. Na logistiki je logistični tehnik, kjer se predvsem ukvarja z prometom, načrtovanjem, organizacijo in transportom. Se pravi, da je zelo pomembno, da nekdo zna načrtovati, tako da je vse ekonomično, da ni velike izgube časa, energije in pa prostora. Potem imamo na strojništvu avtoserviserja, avtokaroserista, ki sta predvsem ukvarjata z avtomobilom, se pravi z zunanjostjo in notranjostjo avtomobila, tako delovanjem mehanizmov avtomobila in pa z barvami. Potem imamo mehatronik operater, ki predvsem zna različne naprave, ki so električno, mehansko in pa računalniško vodene, jih zna oskrbovati, popraviti in pa skrbeti za njihovo delovanje. Potem imamo oblikovalca kovin, orodjarja, kjer predvsem iz različnih kovinskih materialov zna izdelati različne kovinske predmete in pa različna orodja, kjer se jih ne da vedno vse kupiti oziroma dobiti. Nekdo mora znati pobrusiti, pošvasati, pobarvati in vse skupaj pripraviti za neko uporabo. Na tekstilu imamo izdelovalca oblačil, kjer zna predvsem izdelati za ženske, moške in otroke oblačila po meri. Vi veste, da nismo vsi standardnih mer, da vedno se ne da vsega kupiti, ampak je treba nekako po naših merah in pa tudi znati svetovati, kaj nekomu ustreza. To je 3-letni program, imamo pa tudi 4-letni program, je dokaj nov, kjer je nekje vmes med oblikovalcem, ki ga izobražuje ena druga šola, pri nas zna predvsem načrtovati, narisati, skicirati, zanimiva oblačila, tudi po lastnih željah, kreacija in ta oblačila tudi praktično izdelati. Dodela tudi z raznimi elementi, z dekoracijo, da so pač ta oblačila tudi primerna in pa tudi zanimiva, ker dijakinje se pri nas zelo izkažejo s tem, ker so oblačila njihova in potem jih vsak vpraša, kdo je pa to naredil, a to si ti, a to ti znaš, ne? Tako da je zelo zanimivo, da res znajo tako dodati dodano vrednost oblačilom. Jih tudi stara oblačila predelati, prenoviti, okrasiti, ne? Da dobijo nov videz in s tem je zelo velika potrditev za njih. Tako da tudi zaposljivost teh deklet bo v kakšnih trgovskih centrih, kjer bo znale tudi svetovati raznim kupcem, kaj sodi skupaj, kaj pristoje njihovi postavi, glede na barvo, tip postave in pa modne trende. Tako, to bi bilo od teh. Potem imamo tudi nižje poklicno izobraževanje, kjer je predvsem namenjeno dijakom oziroma osnovnošolcem, ki ne končajo osnovne šole ali pa končajo šolo s prilagojenim programom, da se izobrazijo za pomočnico konfekcionarja, to so pač enostavna dela v tekstilstvu, znajo razna popravila, zamenjava zadrg, krajšanje hlač, predelava oblačil in pa enostavne gospodinjske izdelke. Potem pa tudi glede okrasitve oziroma predelave oblačil, glede na to, da bi se tudi mi radi čim bolj ekološko obnašali, pa bili še vedno modni in v trendu, je zelo pomembno, da znamo tudi stare stvari predelati. Potem imamo še na strojništvu NPI program, se pravi nižje poklicno izobraževanje, pomočnik v tehnoloških procesih, kjer izbere potem lahko modul ličarstvo, kjer tudi opravlja enostavna dela na področju zunanjosti avtomobila, karoserije, ga zna tudi okrasiti, dodelati, karkoli, kakšne napise noter vstaviti in pa obdelovalca kovin, kjer pa iz teh kovinskih materialov enostavne izdelke naredi. Potem pa vsi te dijaki, ki končajo pri nas ali nižje poklicno ali 3-letne programe, imajo možnost še 3+2, to pomeni, da pridobijo 5. izobrazbeno stopnjo. Tako na področju logistike imamo logističnega tehnika, kjer je primeren tudi za vse ostale poklice, kot so avtoserviser, avtokaroserist ali mehatronik, lahko nadaljuje v tej smeri, če jih to veseli oziroma zanima. Potem imamo avtoservisnega tehnika, ki je predvsem specializiran za
delo za strankami, potem delovanje in pa vse te brezhibnosti, ki jih potrebuje avtomobil in je pripravljen tudi kot vodja nekega servisnega obrata, da lahko pač je nekdo tudi za to zadolžen. Pa potem imamo tudi strojnega tehnika, to je tudi 3+2, če konča oblikovalec kovin, orodjar, lahko nadaljuje potem v strojnem tehniku, ki je 5. izobrazbena stopnja in tudi potem ta znanja, ki jih je imel prej praktično, nadgradi z teoretičnimi. Letos po novem tudi uvajamo tehnik mehatronike, kjer je pa tudi namenjen dijakom, ki končajo mehatronik operater, da nadgradijo svoje znanja in pridobijo tudi 5. izobrazbeno stopnjo. Vsi v 3+2 zaključijo z poklicno maturo, to pomeni, da imajo slovenski jezik obvezen, izberejo potem ali matematiko ali angleščino, odvisno kaj mu bolj leži, in pa 2 strokovna predmeta. In potem lahko nadaljujejo šolanje na visokih in visokih strokovnih šolah, tako brez nekih omejitev. To bi bilo vse. Hvala.